Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robistarja Solarja, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Glas ljudstva zavaja. Tako pravi predsednik sindikata družinskih zdravnikov Igor Muževič. Ampak kdo je sploh podelil falotom, ki se kličejo glas ljudstva, pravico, da bodo glas ljudstva? To je seveda retorično vprašanje, kot tudi, ali se nekdanji politik in minister Keber res ne spomni, da je ravno sam zdravniška pradvoživka, ki je kot vikend zasebnik služil 8-kratnik zdravniške plače. S prstom kažejo na druge, da ne bi gledali njih. Sedaj pa se lotimo 76. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali opravilno nesposobna. Je Golobova vlada sploh še opravilno sposobna? Ali držijo ocene, da gre za najbolj nesposobno vlado v zgodovini samostojne Slovenije in ali je sploh opravilno sposobna, nam bo povedal naš stalni komentator, politolog, dr. Sebastijan Jeretič. Sebastijan, dobrodošel v Faktorju. Dober večer. Sebastijan, kaj bi ti rekel, da so recimo glavni parametri, po katerih se ocenjuje uspešnost vlad? To so verjetno rezultati, ne? Pa ne govorim samo o velikih reformah, ki jih lahko vidi tudi širša javnost, ampak gre tudi za enostavno nek način delovanja, ki ga tista interna javnost, ki je malo bližje državnim organom, lahko opazi. Torej lahko opazi nek ritem delovanja, neko korporativno kulturo in klimo na ministrstvih, kot se je recimo videla v prejšnji vladi, ko je bil ritem dela precej drugačen od tega trenutnega. Ne? Ja, razumem. Zdaj, če ti recimo primerjaš nekaj si že začel, rezultate te vlade, načeloma, ko je nastopila mandat vlada Roberta Goloba, je imela dosti, se mi zdi, dobro situacijo, zase ugodno. Skratka, prepričljiva volilna zmaga, jasna večina v parlamentu, tudi bi rekel ideološko monolitna vlada na nek način in pa seveda še konec v bistvu obdobja pač pandemije in tako naprej. Se ti strinjaš s tem, da pač so bili začetki za njih ugodni in kaj se je potem spremenilo, da smo danes tu, kjer smo? No, izhodišče so bila dejansko fenomenalna. Kot si rekel, to je ideološko skrajno leva vlada in tukaj čisto nobenih ideoloških razkorakov ni v tej koaliciji. Večina, ki so imeli v parlamentu, je nekaj neverjetnega, sploh če recimo primerjamo z prejšnjo Janševo vlado, ker je bilo vsak teden vprašanje, ali se bo zgodil preobrat v parlamentu ali ne. Vsekakor se ni mogla recimo zanašati na neko večino, ki bi bila sposobna sprijemati neke sistemske zakone, ampak je lahko zgolj egzekutivno vodila državo. Ne? Predvsem pa je bila dediščina prejšnje vlade, da je pustila izjemne ekonomske parametre. Če se spomnite, je dejansko prejšnja vlada skozi pandemijo bila strani OECD-ja ocenjena kot druga najboljša na svetu po ekonomski politiki. Skratka, izhodišča so bila odlična, po drugi strani pa kdorkoli se od bližje ukvarjal slovensko politiko, seveda nekaj dosti pričakoval. Torej, razlog za zelo nizka pričakovanja pa so predvsem karakterna, tako karakter samega predsednika vlade, kot predvsem tistih ljudi, s katerimi se je najožje obdal in ki danes recimo kažejo nek ta kanibalizem znotraj levice, ker to, kar zadnje tedne spremljamo, je predvsem že priprava terena za prihodnje volitve s ciljem, da se eliminira Socialne demokrate še kot nek zadnji politični aparat tranzicijske levice. Zdaj, Robert Golob je potegnil nekaj nenavadnih kadrovskih potez. Najprej je pri življenju na nek način ohranil Marjana Šarca in Alenko Bratušek, čeprav sta njuni stranki pač izpadli iz parlamenta, oba je dal tudi za ministra oziroma jo na nek način kooptiral v Gibanje Svoboda. Po drugi strani pa, kot praviš, je pripeljal ljudi v svoj najožji kabinet, ki jim očitno zaupa, ampak nimajo veliko, če sploh kakšne izkušnje z vodenjem države, upravljanjem javnih zadev in tako naprej. Kako ti ocenjuješ te njegove kadrovske poteze, to kombinacijo teh nekih
bi rekel, na volitvah že odsluženih političnih kadrov in na drugi strani popolnih političnih novincev. Jaz mislim, da je glavni razlog predvsem, kot sem rekel, karakterna aroganca. In obdal se je z ljudmi, za katere je enostavno osnovni pogoj za tisto peščico ljudi okrog njega je popolno zaupanje in oboževanje. In če pogledamo recimo Vesno Vuković, ki je tudi najbolj na udaru kot generalna sekretarka stranke, s katero ima največ ljudi v strukturi težave. Torej, ona je že 20 let zvesta navijačica Roberta Goloba. Še iz času, ko je bila novinarka na Dnevniku, sta za njo obstajala samo dve veliki osebi, to sta bili Borut Jamnik in Robert Golob, kar je tudi sama večkrat ponovila. Tako da tista dolgoletna zvestoba, ki je v končni fazi bila označena tudi z največjim misterijem še vedno te vlade, torej zakaj je državno podjetje novinarki Vesni Vuković plačevalo denar. Tisto je nekako osnovni, dajmo reči, element zaupanja za najožji krog ljudi. Poleg tega je potem določene ljudi nabral na podlagi neke, bom rekel, javne izpostavljenosti, kot je bil recimo Bešič Loredan na začetku mandata, ampak poleg hkrati hitro pokazal, da se zna takih ljudi tudi zelo hitro otresti in, kot je rekel sam, jih enostavno vrže čez ramo. Neka zgodba na tisto drugo vprašanje, ki si ga postavil, zakaj recimo kooptiral Šarca pa Alenko Bratušek, nekaj govoric je ravno o tem, da je že pred samimi volitvami prišlo do zelo trde naveze Vesne Vuković in Damirja Črnčeca, in ko se je zgodil scenarij, ki se jim je zdel neverjeten, torej da ne bodo sploh prestopili praga, so se potem nekako, dajmo reči, prilepili na Svobodo, in da bi malo zameglili to direktno povezavo, so vzeli zraven nekako še Alenko Bratušek. Sicer zdaj, če spremljamo ta mandat, vidimo, da v sami ekipi Svobode seveda ravno dva bivša predsednika vlade kažeta še nekako največ političnih izkušenj, dosti bolj kot seveda vsi te novo komponirani politiki. Je pa bilo v tem samem štartu jasno, da bo zelo hitro prišel moment tega notranjega klanja, ki se dogaja v Levici že vse od odhoda gospoda Drnovška iz aktivne politike. Če se spomniš tiste njegove znamenite izjave, da se bodo še poklali, ko bo on odšel, in dejansko se to dogaja nekako zadnjih 20 let. Zadnje tedne to lahko zelo dobro opažamo recimo pri projektu masakriranja socialnih demokratov. Še en paradoks lahko opazimo, Sebastian, to je pa ta, da na eni strani imamo tako rekoč vse mogočnega, predsednika vlade, videli smo posnetke, kjer pač vlada stoji, da pač on pride in potem, ko jim dovoli, lahko sedejo. To niso posnetke, ki bi jih recimo gledali vsej slovenskih vlad. Po drugi strani pa iz ozadja na nek način vladajo neki posamezniki, ki niso na javnih funkcijah, recimo pač generalna sekretarka Gibanja Svobode v prejšnji vladi Marjana Šarca, predprejšnji Damir Črnčec kot nek državni sekretar v njegovem kabinetu, zdaj kombinacija teh dveh, praviš ti, v aktualnem mandatu. Zdaj, kako grejo ti ekstremi recimo skupaj? Po eni strani absolutističen predsednik vlade, po drugi strani pa neki ljudje, ki za kulisja vlečejo niti, ki očitno vlečejo tudi poteze, do katerih potem, ki vplivajo na položaj vlade, ne samo v javnem mnenju, ampak tudi dejansko. Jaz mislim, da ta prvi del se poteši že s tem nekim egotripom, ki si ga sam omenil, torej nekih potez čaščenja predsednika vlade, in vprašanje je, ali se dejansko sploh zaveda, kaj vse se dogaja nekako v ozadju. Pravijo, da je tudi precej, rekel, miselno, emocionalno odsoten, in da se, dajmo reči, raje zateče k partnerici, kot da bi se ukvarjal z dejansko politiko, predvsem v aparatu same stranke. In potem seveda ni problem, da drugi počnejo, kar počnejo nekako v zakulisju. To, dajmo reči, uničevanje, masakriranje koalicijskih partnerjev se je dogajalo tudi v Šarčevi vladi. Takrat je bila temeljna tarča predvsem SMC. Gre enostavno za to, da določeni akterji v levem bloku ne znajo dovolj zgraditi, ne razumejo tistega
tiste osnovne poante, da ko je plima, gre vse barke gor, ampak se namesto tega enostavno ukvarjajo z uničevanjem najbližje konkurence v prepričanju, da bodo na ta način nekako kraljevali potem v levem bloku. In to, kar se dogaja zadnje čase, kot pravim, so že priprave na, dajmo reči, pogorišče, iz katerega bi se potem lansirali v naslednje volitve. Zdaj, Sebastijan, vlada, kot je vlada Roberta Goloba, z veliko začetniki, ne, na čelu s predsednikom vlade in potem tudi v ministrski ekipi, to pomeni, da ko si zastavi cilje na začetku mandata, je pač zaradi tega svojega neznanja preveč ambiciozna, ali po drugi strani pač ni ambiciozna, ker sama pri sebi ve, da je marsikatera zadeva, projekt za njih pretežek zalogaj. Jaz mislim, da je bilo v štartu popolnoma jasno, da so precenjevali se, oziroma ko amaterji pridejo, njim ni jasno, kako težko je premikati majhne zadeve, kaj šele neke tektonske strukturne spremembe. Zato so napovedovali, bom rekel, popolno preobrazbo Slovenije, potem se pa s časoma enostavno ugotovi, da ni popolnoma nobenih rezultatov. In zato pravim, zdaj nismo še prišli niti do polovice mandata, pa se je že začel nekako kanibalizem v tem levem bloku. In to poteka zdaj na direktni torej liniji Vesna Vuković proti socialnim demokratom, zaradi tega, ker so socialni demokrati dejansko še zadnji politični aparat tranzicijske levice. Sama levica niti ni toliko stranka, gre bolj za neko zadrugo skrajnih levičarjev. Svoboda je pa tako kot vse njene prejšnje inkarnacije nek politični projekt. Socialni demokrati so sicer majhna stranka, pretirana pričakovanja se ponovadi gojijo do njih zaradi, jaz bi rekel, te utežne heuristike, kot rečejo v vedenjski ekonomiji, zaradi tistega enkratnega dogodka leta 2008, ampak če zanemarimo tisti dogodek, ki ni bil uspeh socialnih demokratov kot stranke, ampak je bil kot prva zmaga samo Dani Janša in uspela je samo zato, ker je bil nosilec Borut Pahor, ki je v mandatu prve Janševe vlade uspel prestopiti sredino in pridobiti simpatije, dajmo reči, v sredini in onstran nje nekako. Skratka, to je še tisti zadnji aparat, ki se ga sedaj dokončno uničuje, zaradi tega, da bo potem čisto pogorišče, iz katerega bi se potem verjetno z novimi projekti nekako lotili prihodnjih volitev, pri čemer delajo račun brez krčmarja, po mojem. Jaz mislim, da zanemarjajo dejstvo, da se dogajajo temeljite spremembe tudi v volilnem telesu in sicer se dogajajo spremembe, ki tako kot v ostalih državah odpirajo prostor za popolnoma ulični populizem in prej verjamem, da bodo različni ulični populisti imeli možnosti na prihodnjih volitvah, kot pa tej običajni akteri nekako, ki v ozadju levega bloka razen destrukcije niso pokazali še kaj konstruktivnega. In k temu pogorišču oziroma k temu populizmu, kot praviš, se vrneva po krajšem premoru, tako da ne nama uvid, gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, pa nadaljujeva s komentiranjem, ali je Golobova vlada sploh še opravilno sposobna. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš stalni komentator Sebastijan Jeretič, pogovarjava pa se o tem, ali je Golobova vlada sploh še opravilno sposobna. Sebastijan, zdaj ta afera, ki ta hip trese ne samo vladajočo politiko, stranke, koalicije, ampak praktično celo državo, primer tega nakupa stavbe, ki bi naj bila namenjena za rešitev prostorske stiske slovenskih sodišč, ministrica za pravosodje oziroma ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan. Kako ti kot politolog, nekoč aktiven v politiki in dolgoletni spremljevalec slovenske politike, vidiš to afero? Je to neka sui generis afera, nekaj, česar še nismo do zdaj doživeli, se tu vidijo kakšni prepoznavni vzorci? Kako ti gledaš na vse to skupaj?
Ena popolnoma ločena zadeva je sam postopek, sam proces nakupa te stavbe, ki je dejansko najprej pokazal, da ministrstvo ni sposobno kupiti ene stavbe. Jaz mislim sicer, da se zna na koncu izkazati, da je država dobila za v redu ceno, popolnoma v redu objekt, da ne bo tak problem sam nakup, ampak sam postopek, na kakršnega se je ministrstvo lotilo te zadeve. Sama pogodba na 4 straneh, zdaj, če greste kupiti hladilnik, boste dobili več papirja, kot je pogodba, s katero je država kupila, torej za skoraj 8 milijonov stavbo. Torej, to je ena ločena zadeva, ampak to, kar se pa vidi v ozadju, je, da afera je bila sprožena znotraj koalicije in bila je sprožena zaradi najprej napada na samega Sebastjana Vežnaverja in v drugim koraku na Klemna Žiberta, ki je seveda moteč za recimo Vesno Vuković in druge akterje okrog Roberta Goloba. In je zdaj jasno, da je on tarča. Na začetku je bilo nekaj zgrešenih ocen, da je dejansko tarča sama ministrica, kar se je potem seveda pokazalo, da ne, zaradi tega, ker je to tako ali tako ministrica, ki je bila bližje Robertu Golobu kot sami stranki, ki je torej stranko samo izkoristila za pridobitev položaja in da gre tukaj enostavno za, kot sem že prej rekel, masakriranje nekako socialnih demokratov. In bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do tega. In seveda je zdaj popolnoma jasno, da je znotraj stranke popolna panika, da je zlom sistema, zaradi tega, ker obstoječi akterji enostavno niso sposobni nekega resnega kriznega komuniciranja in drugič, kot sem rekel, to je seglih mala stranka, ki nima več takega intelektualnega aparata in take mreže, kot jo je imela recimo v 90-ih letih in na začetku potem tega tisočletja. Zdaj nekateri noter so prepričani celo, da se bo zadeva rešila že sam s tem, recimo, da se odstrani mogoče Žiberta. Jaz mislim, da niti slučajno, da enostavno masakriranje stranke se bo nadaljevalo, da je težava v, kot sem rekel, karakterju ključnih igralcev v tej koaliciji in ne verjamem, da bo stranka sposobna se odzvati na to, na te odnose znotraj koalicije, ker če mene vprašate, bi se stranka enostavno morala začeti, torej, vrniti k svojim koreninam. Mislim, da bi bila edina poteza res popolnoma radikalna, torej kolektivni odstop vodstva in izstop iz koalicije in začetek tistega projekta, če se spomniš leta 2005, ko je bila KUL politika, ko se je neka intelektualna ekipa iz centrale lotila dela na terenu in neka popolna preobrazba same stranke. Če bi seveda želeli stranko sploh postaviti v nek potencial za prihodnje parlamentarne volitve. Če mislijo, da bodo z odstranitvijo ene ali dveh oseb kaj dosti naredili, potem se motijo, zato ker se bo enostavno nadaljevalo s tem odnosom znotraj koalicije, ker sem rekel, najboljše, da vprašajo akterje v SMC-ju v času Šarčeve vlade, pa jim bo jasno, kaki koraki sledijo tudi v prihodnje. Zakaj so te anti-Janševe vlade, Sebastijan, tako samo kanibalistične, da uničujejo praktično same sebe in ponavadi, kot praviš, se iz krogov aktualnega predsednika vlade sprožajo te samo uničevalni napadi? Jaz mislim, da je glavni razlog v tem, recimo, in tukaj ima desnica popolnoma zgrešeno oceno. Desnica je prepričana, da obstaja izjemno organizirana, globoka država, izjemno torej organizirano ozadje levega bloka. Mislim, da oba veva, da temu ni tako, da gre tam bolj za vrsto nekih vrtičkov, da gre za precej torej nepovezane apetite ljudi v ozadju, ki pa se najdejo v eni sami točki. In to je šibka vlada, torej šibki ministri, zaradi tega, da lažje nekako delujejo v ozadju. In vsak aparat politični, ki obstaja, je seveda ovira na tej poti. In kot sem rekel, danes je sicer SD že dosti šibkejši aparat, kot je bil pred 15
ali 20 leti, ker takrat je, čeprav je bila to stranka 10%, je bila v čisto drugem kontekstu. Ne? Takrat je LDS bil ogromen, močen aparat, ampak tudi SD sam je takrat bil politični aparat, ki je znal graditi, vzgajati politike od lokalnega nivoja do nacionalnega. Ne? To, kar je danes, je sicer dosti šibkejše, ampak je še vedno za določene ljudi očitno ovira. Torej, na tvoje vprašanje je odgovor naslednji. Zaradi tega, ker enostavno poteka klanje teh ljudi v ozadju med sabo, ker se ne morejo dogovoriti za določeno delovanje, ker je enostavno premalo za vse ambicije. Ne? In zato se vsakič znova uspejo, dajmo reči, se lotijo tega kanibalizma in uničevanja konkurence v samem levem bloku. Ne? Zakaj, oziroma kako po tvoje, Sebastijan, predsednik vlade, v končni fazi tudi sama ministrica Dominika Švarc Pipan, če verjameta, da lahko ona ostane na položaju? Vprašanje je, če verjameta. Sploh za predsednika vlade je vprašanje, ali verjame, ali gre samo za, kot sem rekel, počasno uničevanje SD-ja. Pri sami ministrici jaz razumem, da je bil prvi impuls mogoče res, da hoče očistiti svoje ime, ker se ne počuti krivega. In kot sem rekel, lahko da se bo na koncu izkazalo, da je država kupila čisto v redu objekt za potrebe, ki jih ima. In da je bil narobe seveda samo postopek zaradi nesposobnosti aparata, da se loti nekega takega nakupa. In je čisto možno, da je njen impuls dejansko čisti ego trip, torej hočemo čistiti svoje ime. Za politologe je pa ena druga zadeva tukaj se mi zdi zanimiva in se veže na to, kar sem do zdaj govoril. In to je pa ta njen odnos zdaj do stranke, zaradi katere je postala ministrica. Zdaj naenkrat je protiustavno, da sploh obstajajo politične stranke, očitno. Čeprav je jasno, da ona ni postala ministrica zaradi tega, ker je bila pridna v šoli in dobivala petice in ker je tako fajn, ampak zaradi tega, ker je določena stranka, torej določena politična ekipa dobila določeno število glasov na volitvah in te glasovi se potem prevedejo v mesta v parlamentu in se prevedejo v mesta v vladi. In zato je popolnoma jasno, da imajo politične stranke pomembno vlogo v parlamentarni demokraciji. Ampak to, kar se dogaja v Sloveniji zdaj že dolgo, že 20 let, da je to uničevanje sploh političnih strank kot aparatov političnega delovanja, se je začelo pojavljati tudi v kakšni drugi evropski državi, kjer ugotavljajo, da je ta personalizacija dejansko postala močnejša od nekdanjega delovanja političnih strank in da se posameznik dejansko svojim egotripom, ko vstopi v politiko, čuti seveda edini politični akter in stranka je zgolj neko prehodno orodje do položaja, ki ga želi zasesti. Zdaj, če se spomniš konca 90-ih let, ko smo bila skupaj v Mladem forumu socialnih demokratov, smo takrat opazovali recimo skandinavske podmladke in stranke, torej Skandinavija, ki je nek, dajmo reči, ideal demokracije. In smo se prav čudili, kakšna stroga strankarska organizacija je gor, ker ne samo, da nisi prišel do položaja, seveda kot nek pritepenec, ampak ti se nisi mogel udeležiti seminarja na nacionalni ravni, če nisi najprej bil priden na lokalni ravni, se udeležil nekega izobraževanja. Skratka, obstajajo en cel aparat in zelo strme in dolge stopnice do nekih političnih položajev. In na ta način se potem seveda lahko nekdo vzgoji v politika, ki razume, da je sam po sebi sekundaren in da je na prvem mestu program, ideologija za določene in da so posamezniki zgolj izvajalci nekega političnega programa. Te zadeve se zdaj počasi rušijo, kot sem rekel, ne samo v Sloveniji, tudi v kakšni drugi državi in zdaj posamezni politiki se seveda štejejo kot center političnega dogajanja in so prepričani, da so na položaju zaradi izključno svojih sposobnosti, ne pa zaradi političnega povezovanja.
Sebastian, ko smo že pri ministrih oziroma ministricah, ne, ki niso kos svojemu položaju, pa imajo težave z razumevanjem vloge političnih strank oziroma sploh samega sistema parlamentarne demokracije, ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, ne, tudi en tak primer, kandidirala na volitvah za SD, po volitvah prestopila v vrste Gibanja Svoboda, kupila 13.000 računalnikov, danes ne ve kam z njimi, davkoplačevalci nekaj tisoč evrov na mesec plačujemo za najem skladišča, kjer ti računalniki ždijo. Ne. Vendarle se človek vpraša, zmerom se najde kakšno gnilo jajce v vsake vladi, ampak zakaj je kar naenkrat cela košara gnila? No, to je spet primer, kot si izpostavil, zelo podoben Dominiki Švarc-Pipan. Torej, oseba, ki zaradi lastnih ambicij se je prilepila na eno stranko, ko je videla, da tam skozi ne more priti do stolčka, je brez težav zamenjala dres. To pomeni, da enostavno so osebne ambicije in egotripi močnejši od nekih političnih struktur, znotraj katerih bi nekdo deloval. Zakaj prihaja do tega procesa? Najprej, to je zdaj, bom rekel, že dolgoleten proces. Torej, kot sem rekel, 20 let se dogaja neko najprej uničevanje, sploh razumevanje vloge politične stranke in političnega aparata v parlamentarni demokraciji. To je en vidik delovanja. Drugo je pa enostavno ta spirala mediokritete in padanja kvalitete političnih akterjev, zaradi tega, ker se iz volitve v volitve zgodi, da se več kot polovica parlamenta zamenja, da prihajajo torej novi in novi amaterji in vsakič znova je že izhodišče, so že osnovne kapacitete ljudi, ki sploh pridejo v parlament, vse šibkejše in vse slabše. Ampak kot sem rekel, jaz mislim, da še nismo dotaknili dna in da je popolnoma realen tudi scenarij, da bi na naslednjih volitvah enostavno dobili prevlado nekih raznoraznih uličnih populizmov, ki bi nadomestili vse te stranke, ki se iz mandata v mandat vrtijo in kolobarijo na njivi, ki jo je nekoč zelo močno v svojih rokah držal gospod Drnovšek. Zdaj, Sebastian, v bistvu vse te težave, s katerimi se vlada sooča, prispevajo verjetno k temu, da premier Golob vse težje najde kandidate za nove ministre, za ta izpraznjena ministrska mesta. Vemo, komaj je našel ministrico za zdravje, ki odkar je na položaju tudi ne daje nekega vtisa, da bo lahko vsaj obvladovala razmere v slovenskem zdravstvu, kaj šele kaj premaknila na bolje. Težko je našel tudi ministra za javno upravo. Ena prvih stvari, ki jo je ta minister naredil, ko je prišel na položaj, je bilo to, da je šel na sodišče, kjer se je pogodil z bivšim podjetjem, ki ga je tožilo za 400.000 evrov. Omenila sva pravosodno ministrico, hkrati stavkajo tako sodniki kot tožilci, tega še nismo doživeli v Sloveniji. Zdaj, na kak način sploh motivirati ljudi, da bi se lotili politike, oziroma kako se rešiti tega, da bojo pač na te funkcije, hočeš nočeš, prihajali ljudje, ki pač tja roko na srce ne sodijo, ampak je to za njih, bi rekel, osebno zanimivo ali pa se jim to zdi vrhunec njihovih karier. Jaz te rešitve ne vidim trenutno, vsaj ne v levem delu političnega prostora, zaradi tega, ker težko, tako kot praviš, ne samo, da je težko bilo zdaj najti akterje za posamezna ministrska mesta, težko je bilo pred volitvami že poiskati sploh liderja, in če ne bi prejšnja vlada gospoda Goloba umaknila iz državnega podjetja oziroma ko mu je potekel mandat, se verjetno tudi on ne bi lotil kandidiranja na volitvah. Tako da jaz mislim, da je tukaj na eni strani popoln padec zaupanja v strani ljudstva v politike na levi strani in zaradi tega pa seveda tudi pomanjkanje ambicij sposobnih ljudi, da bi se politično angažirali. In tle smo v enem začaranem krogu, iz katerega se bomo zelo, zelo težko izvili, ampak to lahko še enkrat, kot sem rekel, opažamo tudi po drugih državah. Če recimo primerjamo trenutne politične liderje evropskih držav s tistimi izpred desetletji, je seveda to popolnoma nemogoče primerjati. Včasih je
Včasih so evropske države imele kvalitetne liderje, tako leve kot desne, ki so se izmenjevali recimo na položajih. Danes imamo enostavno šibke liderje in probleme v političnem prostoru, predvsem pri tradicionalnih strankah, ki so enostavno izgubile zaupanje in glede na trenutne akterje se bodo zelo težko spoprijeli z izzivi pred nami, da bi se lahko izkopali iz tega začaranega kroga. Zdaj, Sebastian, kakšno vlogo imajo pri vsem skupaj mediji? Recimo vidimo, predsednik vlade se je obdal predvsem kadri enega samega medija, spletnega portala Necenzurirano, generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković, bivša novinarka tega spletnega portala, soproga drugega novinarja Primoža Cirmana, direktorica Ukoma, in tretji novinar kot svetovalec poslanske skupine Gibanja Svoboda. Na kaj kaže po tvoje te poteze premierja in kakšno vlogo imajo mediji pri tem, da nam vlada pač politika, kakršna nam vlada? No, te poteze kažejo predvsem na politično angažiranost novinarjev že v preteklosti. In ravno ta dva izpostavljena, ki si jih omenil, ki sta bila seveda zelo glasna oziroma mogoče celo najbolj angažirana proti prejšnji Janševi vladi, sta seveda tudi popolnoma politično razkrila, pa nista edina. Vrsta drugih novinarjev je, ki je zelo hitro prestopilo v politične, torej v neke politične ekipe. Kakšno vlogo igrajo pa mediji? Mediji igrajo pa najpomembnejšo vlogo v modernih demokracijah. Zdaj, kot politolog se boš verjetno spomnil, da vsi veliki misleci, ali pa dajmo reči skoraj vsi, dajmo reči izjemo kakega Rousseauja, Fichteja in podobnih, večina velikih političnih mislecev v zgodovini je bila najbolj skeptična ravno do vladavine neke masovne demokracije. In če pogledamo, kaj je bistvo masovne demokracije, je poenotenje ljudstva, torej poenotenje javnega mnenja. In ne glede na to, da živimo v času družbenih omrežij in dostopa do vseh možnih informacij, so mediji še vedno tisti, ki so ključni pri ustvarjanju javnega mnenja. In tisti, ki ustvari javno mnenje, dejansko držijo oblast v svojih rokah. Oblasti ne držijo politiki, ki so izvoljeni, zaradi tega, ker ti politiki morajo enostavno plesati v ritmu, ki ga diktirajo mediji. In zato imajo mediji bistveno vlogo v teh masovnih demokracijah, tako pri, dajmo reči, konstrukciji zmage nekega političnega bloka, kot potem tudi pri usmerjanju in tudi pri rušenju tistega bloka, ki so ga sami mediji recimo postavljene. Zdaj, Sebastian, kako od tu naprej? Ta afera, pač vključujoč Dominiko Švarc Pipan, se bo morala na nek način končati. Kakšen zaključek te afere ti pričakuješ in kako bo vlada, kako bo vladajoča koalicija, kako bo recimo predsednik vlade Golob, kako bodo vsi skupaj pluli naprej po tvojem? Jaz mislim, da se je prestopilo neko kritično točko in da so odnosi med partnerji zdaj že toliko uničeni, da dejansko se bo zelo težko postavilo korak nazaj. Zdaj, najprej je seveda odgovornost na predsedniku vlade, da ugotovi, ali sploh še hoče imeti koalicijskega partnerja socialne demokrate. Potem je pa predvsem na socialnih demokratih, da ugotovijo, da, kot sem rekel, odstranitev zdaj ene ali dveh oseb ne bo čisto nič spremenilo, ker se bo enostavno nadaljevalo uničevanje stranke zaradi odnosov v tej koaliciji. Kot sem rekel, jaz mislim, da bi socialni demokrati, če ni njihov cilj zgolj, bom rekel, drobtinice in upanje na preživetje naslednjih parlamentarnih volitev, lahko povlečejo samo radikalno potezo, in to je, da se začnejo ukvarjati z sabo, da se začnejo ukvarjati z socialno demokracijo, da se obrnejo na svojo mrežo, in skratka, to lahko dosežejo samo z res radikalno potezo, to je izstop iz koalicije, odstop celotnega vodstva stranke. Na marčevskem kongresu je sicer še prezgodaj, da bi se lahko oblikovala neka nova ekipa, ampak bi lahko neko prehodno vodstvo imenovali, ki, kot sem rekel, bi sprožilo en poglobljen proces razmisleka v stranki, kaj sploh je vloga socialne demokracije v Sloveniji v prihodnje. Zato, ker, kot sem rekel, stranka se je
tudi intelektualno, programsko popolnoma izgubila in že od poraza 2011 tava v tej megli in se bori za preživetje. Zdaj, tako predsednik vlade kot Gibanje Svoboda sta strmoglavljala na lestvicah javnega mnenja. Zdaj nekako se zdi, da s tem mesarjenjem, kot ti praviš, Socialnih demokratov poskušajo ustaviti ta padec oziroma si zagotoviti politično preživetje. Ti verjameš, da lahko Gibanje Svoboda in Robert Golob na naslednjih volitvah sta ponovno uspešna ali je tudi ta vlak že nepreklicno odpet? Torej, potencial je vedno za nek preobrat. Jaz samo mislim, da oni niso sposobni tega. Časa je, torej, kot sem rekel, mi nismo še niti na polovici mandata in vedno bi obstajala možnost za nek preobrat, ampak poznavajoč te akterje, v njih ne vidim kapacitet za nekaj takega in tudi mislim, da jih je večina akterjev že odpisala, da se že ukvarjajo z vprašanjem, kako z novo varianto neke nove stranke nastopiti prihodnjič. Tudi če bi se nekako ohranili v določeni kondiciji, prej verjamem, da bi se lahko ponovil recimo recept iz leta 2018, takrat ni bilo velikega anti-Janša zmagovalca, ampak če se spomniš, je lista Marjana Šarca dobila 14%. Skratka, bilo je več strank v neki gostoti od 10 do 14% in če že bi prej videl, da se bo torej spet iz obstoječih 5 parlamentarnih strank lahko razširilo število z več nekaj manjših strančic. In to predvsem, sem rekel, časa je dovolj, ampak mislim, da enostavno nimajo kapacitet karakternih in političnih za kaj takega. Ja, zdaj rekel si že, pridobivajo populisti, ampak kaj pa recimo aktualna parlamentarna opozicija? Si lahko umane roke ob tem dogajanju v vladni koaliciji, lahko mirno čaka na naslednje volitve ali pač? Torej, dejansko je edina stabilnost od odhoda gospoda Drnovška iz slovenske politike SDS z Janezom Janšo. Mislim, da bo tle zdaj temeljno vprašanje. Zdaj smo na pol mandata in zdaj se srečujejo ljudi, ki seveda pravijo, joj, še enkrat so nas nategnili, če bi zdaj res ob naslednjič Janšo volil. Skratka, zdaj tisto vmesno obdobje, ko tudi vidimo na barometru, da mu je zrasla ocena, kar pomeni, da je padlo nasprotovanje, da je padlo sovraštvo do njega. Potem se pa bolj, ko se približujemo volitvam, bolj, ko se začne nekako medijski valjer, je spet masa hipnotizirana z anti-Janša momentom. Tako da bo tudi tokrat za videti, ali se lahko še enkrat ponovi ta zadeva. Tu, kjer vidim tokrat dodan potencial za SDS in Janeza Janšo, je predvsem to, da vidim, da izjemno dobro delajo na mladih, da prek raznih podcastov, TikToka, torej dosegajo zdaj ne z markiranjem same stranke, ampak z markiranjem vsebin in torej okvirjev, ki jih postavljajo v tisti generaciji, in seveda neverjeten potencial je zdaj v podeželski populaciji. To je tista populacija, ki je v zadnjih nekako 15 letih tudi dvignila roke nekako od politike. To je recimo tista populacija, ki je 96 omogočila rezultat Slovenski ljudski stranki, ki je tudi 2004 omogočila zmago desnega bloka in se je potem enostavno umaknila od politike. Prihaja tudi tam nova generacija in jaz mislim, da v teh nekaj, torej pri mladih in na podeželski populaciji je še nekako največji manevrski prostor za morebitni boljši rezultat SDS-a na prihodnjih volitvah. Dogajanje bomo seveda spremljali še naprej, za danes pa dr. Sebastijan Jeretič, najlepša hvala za tvoje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali je Golobova vlada še opravilno sposobna, že 984. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali Hladna vojna 2.0. Kdo jo je sprožil in komu koristi. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.